Danes smo se sestali z predstavniki gospodarskih organizacij, z Obrtno zbornico Slovenije, z Gospodarsko zbornico Slovenije in pa Slovenian Business Clubom. Pogovarjali smo se o trenutni gospodarski situaciji in pa o vseh teh ukrepih, ki jih pripravlja vlada. Vesel sem, da gospodarska organizacija ocenjuje, da so bili vsi ti dosedanji paketi učinkoviti, dobri, da grejo tudi ukrepi pri številki 5 v pravo smer. Smo se pa danes tudi pogovarjali o smereh, ki bi jih veljalo v prihodnosti še izboljšati. Naj izpostavim, kar se tiče podjetij, ki so prejela pomoč, pa so, hvala Bogu, uspešno delala in bodo delala boljše kot pa -10% upad prometa, da bi našli način, da tem podjetjem ne bi bilo potrebno vračati nazaj te državne pomoči, ampak da bi to pomoč lahko pretvorili v neko nagrajevanje zaposlenih, kjer bi država tako sredstva dobila nazaj preko davkov in tudi preko večje domače potrošnje. Da bi bilo tudi to bolj spodbudno za podjetja, da se ne bi potem podjetja odločala za kakšno posebno, rečemo temu, kreativno računovodstvo. To je bila ena izmed stvari, ki so danes zelo izpostavili. Druga zadeva, ker se mi zdi pomembna, je tudi ta, da so bili različni sektori različno prizadeti in da si gospodarstvo predvsem želi, da ne bi izpostavljalo zgolj enega sektorja, ampak da bi te pomoči, kot so čakanje na delo pa skrajšan delovni čas, predvsem veljalo na upad prometa, kar pomeni, da če bi imel -60% upad prometa, potem bi lahko bil upravičen še do nekih nadaljnjih državnih ukrepov. Da to bi bila prava smer, ne da se striktno osredotočimo na en sektor, ker potem je vedno lahko kdo, ki je prizadet ali pa koga, ki smo izpustili. Še ena zadeva, ki smo jo danes se pogovarjali in dogovarjali, je, da te likvidnostni krediti in pa te državne sheme, da potrebujejo še nekoliko dodelav in izboljšav, da bodo še bolj dostopni in sicer, ko bo ta ukrep odloženega plačevanja kreditov na nek način prenehal, bodo te potrebe po likvidnostnih kreditih še toliko večje in bi veljalo do takrat seveda te stvari še izboljšati. Drugače pa, sestanek je bil konstruktiven, jaz se zahvaljujem gospodarstvu za njihovo trdo delo tudi v času te krize, tudi zaradi njihovega dobrega dela so bili prihodki v državni proračun julija in pa avgusta praktično primerljivi z letom 2019, kar je spodbudno. Seveda pa moramo zdaj tudi v jeseni, ko bo morda ta korona kriza nekoliko bolj stisnjena, najti način, da prebrodimo to krizo in vse, kar se tiče vlade ponuja roko gospodarstvu, prepričan sem pa, da bo tudi gospodarstvo naredilo svoj del domače naloge. Gotovo za pozdraviti ukrepe iz PKP5. Smo pa predlagali vladi, da nekako pogleda na tiste, ki še vedno ne smejo delati, katerim bo promet upadel mogoče za 80-90%. Pri teh pa trenutni ukrepi niso najboljši, zato je naš predlog, da podjetja, ki imajo več kot 60% upad prometa, viden, da se jim nadomestila zvišajo in da je s tem nekako se jih ohranijo v kondiciji za čas, ko bodo lahko zopet normalno delovali. Ostali ukrepi se mi zdijo korektni. 10% upad, ki je predviden v PKP1, se mi zdi, da bi lahko bolje izkoristili so podjetja v SBC-ju in tudi ljudje, ki so koristili ukrep, sedaj pa v drugi polovici leta dobro delajo in mislim, da bi morali ta sredstva, ki se naj bi sedaj vračala, bi morali recimo nameniti za nagrajevanje zaposlenih in s tem še dodatno motivirati podjetja, da se bodo na koncu leta potrudila za višanje dodane vrednosti in prometa. Na Obrtno-podjetniški zbornici pozdravljamo take sestanke, kot jih organizira Nova Slovenija, da lahko tako predsedniku, vsem ostalim povemo, kaj je potrebno v obrti in podjetništvu. Seveda, z ukrepi PKP5 smo zadovoljni.
predvsem v tistem delu, čakanje na delo, subvencioniranje krajšega delovnega časa in seveda tudi samozaposleni, da dobijo temeljni osebni dohodek. To se mi zdi bistvenega pomena. Seveda, nekoliko manj smo pa zadovoljni s tem in upam, da bo vlada to popravila, ko je otrok v karanteni, da ga napotijo iz šole domov in seveda starši tega otroka, če so samozaposleni, ne dobijo nadomestila za to karanteno. In to se mi zdi bistveno, da bi tudi ti starši morali dobiti, ker na vse zadnje ne morejo upravljati svoje dejavnosti, ali so to frizerji, ali so to kozmetičari, seveda ne more potem nekako frizirati ali pa upravljati to storitev. Tako se mi zdi, da to je treba obvezno popraviti. Na drugi strani pa smo zadovoljni s tem, kar vlada sprejema, seveda zaradi tega so tudi marsikatera podjetja danes še v takšni kondiciji, da obratujejo in verjamem, da če bo potrebno, da bo sprejet tudi PKP 6, ukolikor se stanje na tem področju ne bo izboljšalo. Seveda pa smo zadovoljni tudi s tem, da vlada pomaga tako ali drugače tudi se pravi podjetjem, kateri pač so utrpeli škodo, se pravi, da jim pomaga z čakanjem na delo. Manj zadovoljni smo pa s tem, kar je tudi že predsednik Tonin povedal, da morajo ta podjetja, katera presegajo 10% prometa, bodo morali ta sredstva vračati. To se nam ne zdi v redu, ravno zaradi tega, da kaznujejo ta uspešna podjetja. Tu je treba nekako, da vlada razume in da ta sredstva nameni tem podjetjem ali ga ta podjetja dajo za razvoj podjetja ali pa stimulirajo zaposlene v tem kriznem času. Seveda pa si želimo, da bi ta kriza, katera je sedaj med nami, bila čim prej odpravljena, da se znajde cepivo ali kakorkoli drugače, da lahko slovensko malo gospodarstvo začne čim prej normalno obratovati. Seveda smo pa zadovoljni tudi, da je vlada oziroma Ministrstvo za gospodarstvo popravilo krivico v tistem delu, da dobijo tudi, se pravi, podjetniki, tisti, ki zaposlujejo do 5, zaščitna sredstva in seveda, da dobijo tudi, se pravi, brezobrestne kredite, tudi podjetja, katera zaposlujejo do 5 zaposlenih. To se mi zdi izredno pravično, da je Ministrstvo za gospodarstvo to spoznalo in da tudi to krivico odpravi. Želim pač, da slovensko gospodarstvo čim prej okreva in seveda, da bomo lahko v takšni kondiciji, kot smo bili pred to pandemijo. Hvala lepa. Paket prinaša kar nekaj rešitev, ki so v tem trenutku najbolj aktualne. To so ureditev karantenskih odločitev, statusa zaposlenih, podaljšuje čakanje na delo za najbolj prizadete panoge, napoveduje tudi podaljšanje skrajšanega delovnega časa, če bo za to potrebno do srede naslednjega leta, tako da to so nekako ključne stvari. Prinaša pa tudi nekaj novosti, kot je recimo 3-dnevna bolniška brez obiska zdravnika, ki jo bomo v letošnjem letu in zaposleni in delodajalci zelo spremljali, da vidimo, kakšni bodo učinki tega ukrepa. Kar pa nekako pogrešamo v tem oziroma stvari, ki jih gledamo za naslednje obdobje in jih bo potrebno rešiti tudi v zakonodaji, je ureditev likvidnostne sheme, tako da bo bolj privlačna za podjetja. Treba se bo ukvarjati tudi z vprašanjem prizadetih panog, ker vidimo, da nekatere deli gospodarstva zelo dobro okrevajo, nekateri pa ostajajo zelo prizadeti in želimo tudi tem pomagati še dalje naprej. Vprašanje, ki se bo naslednje leto eksplodiralo, je minimalna plača, vkolikor ne bomo tega rešili. Tako da imamo kar še nekaj stvari na krožniku in želimo si, da bi to reševali v teh jesenskih časih, ne potem v zimskih. Kaj konkretno glede minimalne plače? Pri minimalni plači je ocena, da najmanj se bo zvišala v naslednjem letu za 9%.
kar pomeni potem še z vsemi dodatki pride potem to kar precejšnja višina in ponovn padec plačnih sistemov v podjetjih, kar lahko pomeni tudi precejšnjo izgubo delovnih mest. Mi smo se lahko naučili pri prejšnjem velikem dvigu minimalne plače, da smo prišli v Sloveniji iz približno 50 tisoč brezposelnih, smo prišli do strukturne brezposelnosti v višini 70 tisoč, ki je nismo izboljšali tudi v času najbolj rekordnega zaposlovanja v Sloveniji. In kot delodajalci si bojimo, da bo tudi tak preveč divji dvig povzročil, da bomo ponovno povečali število brezposelnih in nikoli več ne padli pod recimo 80 tisoč. Bi kaj zamrznili? Naš predlog je, da se vsaj za leto 2021 minimalna plača zamrzne na letošnji višini in v bistvu da gospodarstvu čas, da se prilagodi oziroma da ponovno spet pride do odboja. Leto 2021 ni leto za eksperimentiranje in uvedba formule, ki jo predvideva zakon o minimalni plači, je eksperimentiranje, kar je unikum v evropskem in svetovnem prostoru.